Članice Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice so dejavne ne le pri peki in prireditvah v občini, ampak skrbijo tudi za kulturni utrip v kraju. Njihova folklorna skupina Izvir je namreč pred kratkim proslavila 15-letnico delovanja v sklopu društva. Folklorna skupina nastopa na revijah in prireditvah po vsej Sloveniji. V letu 2019 je dobila ime Izvir. V skupini je zdaj 19 članov, ki jih spremlja Aleš Grahek. V 15 letih so doživeli marsikaj lepega, je v nagovoru povedala koordinatorka skupine Breda Fink. Vsi nismo za vse, ampak skupaj pa zmoremo vse. Kajti folklora v našem življenju piše posebno poglavje, saj združuje voljo in ohranja našo ljudsko izročilo, hkrati pa še zdravilo za našo dušo in telo. 14 plesalk se je prvih plesnih korakov naučilo od Jane Vovk. Leta 2011 je mentorstvo prevzel Franci Šprajcer, koordinatorka pa je postala Finkova. Nekaj plesalk se je v tem času zamenjalo, pridružili pa so se jim tudi moški. Vsi, ki radi plešemo, smo po srcu veseli, hkrati smo tudi povezani tako kot bratje in sestri. Ne glede na to, ali smo na desnem bregu ali na levem bregu Izvira, na koncu pridemo skupaj in naše misli ostanejo enake. Na prireditvi, ki so jo naslovili 1, 2, 3 se poje in vrti, so poleg folklorne skupine Izvir nastopili ljudske pevke Rožce, Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice, folklorna skupina Društva kočevarjev staroselcev, folklorna skupina osnovne šole Vavtavas, otroci iz vrtca Gumbek, folklorna skupina Božo Račič Adlešiči in bučenski ramplači. Slavnostni govornik na prireditvi župan Franc Vovk se je folklornikom zahvalil za njihov trud in ohranjanje tradicije. Vsak korak, vsak plesni gib je izraz zavezanosti članic in članov folklorne skupine Izvir k ohranjanju bogate dediščine. Njihovo ustvarjanje in njihovi nastopi povezujejo vse nas v skupnost, ki nas kljub naši majhnosti v obsegu dela za edinstven. Ponosni na prispevek skupine Izvir pri ohranjanju kulturne dediščine na področju folklore in ljudskega izročila so tudi na javnem skladu za kulturne dejavnosti. Ples že od nekaj pomeni nekaj veselega in družabnega, saj združuje in povezuje vse generacije. Ponotranjanje in posledično ohranjanje slednjega oblikuje tradicijo. Tradicijo druženja, plesa in petja slovenskih melodij in besedil. Spoštovati in prenašati to tradicijo pomeni biti ponosen, da si kot posameznik del tako čudovite družbe. Na tokratnem praznovanju so se javnosti prvič predstavili v celotni kostumski podobi, saj so ženskim nošam, ki so jih že imele, dodale še moške. Oboje so izdelali po podobah dolenjskih noš iz prve polovice 19. stoletja.